Dragi bratje in sestre, med tem bdenjem smo podoživeli temeljne trenutke Jezusovega življenja v Marijini družbi. Z razumom in srcem smo šli do dni izpolnitve Kristusovega poslanstva na svetu. S temi besedami se je začelo premišljevanje papeža Frančiška 8. oktobra po molitvi rožnega venca med molitvenim bdenjem. Le-to je potekalo na trgu svetega Petra in sicer o priložnosti marijanskega jubileja. Molitev rožnega venca je zaradi več vidikov sinteza zgodovine Božjega usmiljenja, ki se spreminja v zgodovino zveličanja za vse, ki se pustijo oblikovati milosti. Skrivnosti, ki gredo mimo nas, so konkretna dejanja, v katerih se razvije Božje delovanje v odnosu do nas. Preko molitve in meditacije o življenju Jezusa Kristusa ponovno vidimo njegovo usmiljeno obličje, ki gre vsem naproti v raznih življenjskih potrebah. Marija nas na tej poti spremlja, kaže nam sina, ki izžareva isto očetovo usmiljenje. Ona je zares mati, ki kaže pot, katero smo poklicani prehoditi, da bi bili resnični Jezusovi učenci. V vsaki skrivnosti rožnega venca jo čutimo blizu nas in jo kontempliramo kot prvo učenko njenega sina, ki uresničuje očetovo voljo, je poudaril papež Frančišek in dodal: Marija nam omogoča razumeti, kaj pomeni biti Kristusovi učenci. Ona, ki je bila od vekoma izbrana biti mati, se je naučila biti učenka. Njeno prvo dejanje je bilo poslušanje Boga, poslušna je bila angelovemu oznanilu in je odprla svoje srce, da bi sprejela skrivnost božanske materinskosti. Hodila je za Jezusom, prisluhnila je vsaki besedi, ki je prišla iz njegovih ust, vse je ohranila v svojem srcu in poslala živ spomin znamen, ki jih je Božji sin izvršil, da bi vzbudil našo vero.